Pozdravljeni v avtomobilnosti in v 75. oddaji po vrsti, ki je hkrati tudi zadnja v letošnjem letu. Kot se za zaključek leta spodobi, smo za vas pripravili danes en kolaž tematik, ki so to leto zaznamovale našo oddajo in pa avtomobilski svet. Še prej pa k 5 finalistom izbora za slovenski avto leta. Zdaj so že znani. In to so enoprostorec, ki je postal SUV Peugeot 3008, apeninska lepotica z vročim srcem Alfa Giulia, družinski, poslovni, dinamični, se pravi vsestranski terenec Volkswagen Tiguan, štirikolesno krmiljen in z računalniško tablico nadziran Renault Megane in korejski SUV, zaradi katerega Kia nihče več ne vpraša po ceni, Kia Sportage. Teh 5 finalistov vas je izglasovalo 36.633 gledalcev, poslušalcev in bralcev v 7 vodilnih slovenskih medijih, ki pokrivamo svet avtomobilizma. S temi 5 finalisti, ki ste jih izbrali vi, se je zaključil šele prvi polčas. Drugi polčas in zmagovalec pa bo znan v 1. januarski oddaji avtomobilnosti. In takrat bodo znani tudi vsi nagrajenci, ki ste s tem, ko ste glasovali za slovenski avto leta, tudi sodelovali v nagradni igri. Ampak da ne gremo preveč v prihodnost, si najprej poglejmo en del sezone avtomobilnosti. Call Andrej Brglez. I don't see that person in your contacts. Vsaj 3 teme so stalnica oddaje avtomobilnost. Varnost, ekologija in tehnologija. V zadnji sezoni, v zadnjem letu pa je v avtomobilskem svetu in v naši oddaji velikokrat prišla na dan beseda multimodalnost. In v letošnji sezoni, če ste bili pozoren gledalec, ste lahko opazili nekaj skupaj z nami, da so avtomobilistična podjetja našla nov poslovni model. Kar so ugotovili je, da v prihodnosti ne bo dovolj prodajati samo avto, ampak mobilnost. In tako bo prek ene, vsaj tako je videti zdaj, kartice možno potovati s kolesom, avtobusom, vlakom, letalom in seveda tudi z avtom. In na naši MMC-jevi strani avtomobilnosti je veliko komentarjev, da je to preveč naprej, preveč v prihodnosti. Kot je Andrej že rekel, z eno kartico uporabljamo že zdaj v večjih mestih več prevoznih sredstev in da ne govorimo o carsharingu in Uberu, ki tudi prihaja. No, to si lahko vse pogledamo tudi v našem kratkem prispevku. We really are on the cusp of a mobility revolution. It's funny for me because you're from automotive industry and you're telling me about this application that will tell me to go on a bike or on a bus, on a metro. Isn't it colliding a bit? No, this is what you don't always need a car, right? And I think in the modern world, sometimes not having a car is a great thing too, right? In tudi če odmislimo, da nas pošiljajo na vlake, avtobuse in skiroje, so tu še nove oblike uporabe avtomobila. Vse bolj uveljavljenim all-inclusive najemom in carsharingom so se letos pridružili tudi koncepti, ki temeljijo na tem, da posojamo svoj avto in z njim celo služimo. Tovrstne teme smo spoznali na salonih v Ženevi, Parizu, Barceloni in Los Angelesu. Prav slednji je bil še posebej zanimiv. I think we should all take a second to recognize the significance of this moment, because we're attending the first major auto show in the world that's not just about cars. In nosil je ustrezno ime
Automobility. Drugo področje ekologije je letos zaznamovala ugotovitev, da smo že v času multigoriv in da čas, ko bojo multigoriva na razpolago, bo zelo dolg. Vprašanje, koliko dolg pa bo, podkrepljeno tudi s tem, da bosta bencin in dizel še dolgo časa zelo živa in da druga goriva, ki jim danes še pravimo alternativna, elektrika, plin, vodik, niso več alternativna in bolj kot niso alternativna, višja bo tudi njihova cena. No, dolgoročno se kot energent prihodnosti kaže elektrika in na tem področju je leto prineslo dve močni novosti. Dosegljivi električni avti po novem ponujajo doseg prek 300 km in pospešeno se gradijo hitre polnilnice, celo ob avtocestah. Električni avti torej niso več samo za ekofrike. V bistvu je avtomobilska industrija, celotna avtomobilska industrija na eni veliki prelomnici. Po drugi strani tudi bencinski in dizelski motorji dobivajo majhne elektromotorje, ne zaradi električne vožnje, ampak v prid prijetnejši vožnji. In s to hibridizacijo so tudi vse čistejši. Tukaj še ena velika novost. Filter trdih delcev. Najprej sem mu rekel DPF, dizelski filter trdih delcev, in vgrajen je bil vse dizelske motorje in zaradi tega se za dizelskimi avtomobili ni več kadil velik dim. Zdaj bo vgrajen tudi v bencinske agregate. Zakaj? Zato, ker tudi tisto, kar se ne vidi, ubija. In tu so avtonomni avti. Tehnološko že obvladamo to vožnjo, kompletno avtonomno vožnjo obvladamo. Sama tehnologija je v bistvu že tako daleč, da bi lahko jo ponudili strankam. Letošnje leto je na tem področju prineslo predvsem streznitev, prve smrtne žrtve. Agencije so že ukrepale, da naj, konkretno Tesla, v svojem marketingu neha zavajati z izrazom avtopilot. Za zdaj smo še vedno zgolj v dobi asistenčnih sistemov. A zgolj kar se tiče osebnih avtomobilov. Kot kaže, se bodo namreč avtonomna vozila najprej uveljavila v gospodarskih vozilih, morda še celo prej v vozilih narejenih za točno določene naloge. Oli, ki smo ga pobliže spoznali, pa uvaja še eno revolucionarno idejo. Demokratični razvoj prek globalnega natečaja in lokalno proizvodnjo s pomočjo 3D tiskanja. Varnost je za oddajo avtomobilnost zelo pomembna. Ne bi pa bili radi samo tisti, ki žugamo s prstom in kažemo na tiste, ki delajo kaj narobe, ampak se radi aktivno vpletemo v to, da na nek način dvigujemo varnost na naših cestah. Po drugi strani si ves čas prizadevamo za to, da bi stalne, večne teme postale nekoliko drugačne, da bi jih prikazali iz drugega zornega kota, naredili po svoje drugače privlačne in odpiramo tudi povsem nova področja prometne varnosti. Eno od takih je bilo recimo dinamična vožnja. Prav dinamična vožnja je tako zanimiva, ker je povsem novo poglavje. Vsi se je, kar se tiče varnosti, izogibajo, saj dinamična vožnja lahko pripelje do nesreč. Ampak mi smo v oddaji dokazali, da z dinamično vožnjo lahko vozimo po predpisih in varno. In dinamična vožnja je zanimiva tudi zato, ker dinamika prodaja avtomobile. Zato si je neumno izogibati. Prav tako kot tudi pri motoristih se nismo izognili vprašanja padcev. Motorist padca ne sme, niti ga ne more nikoli povsem izključiti. Zato smo v eni od naših oddaj pogledali, kakšne so lahko tehnike padanja, recimo levji skok, ki tak udarec omilijo. Pogledali smo pa tudi najnovejše tehnologije na področju razvoja varnostnih oblek motoristov. No, padci in trki se dogajajo tudi v peš conah, kjer imamo električna vozila, segveje, rolke, kolesa in pešce. In seveda nadaljevali smo z našo osnovno šolo varne vožnje. Bili smo v 35 osnovnih šolah, kjer smo imeli tudi predavanje o tem, kako se pravilno voziti v avtomobilu in v šolskem kombiju. In podarili smo 200 otroških sedežev, ampak to je šele začetek. Dajte takole roko, pa takole. Objamem se. Kaj narediš s tistim, ki ga imaš rad? In tudi sebe je treba objeti. Življenja ljudi, kaj šele otrok, so toliko pomembne, da za vsako življenje je treba narediti maksimalno, da se tako življenje ne zgubi. V primeri, ko smo pa sami zdaj preverjali, tudi s pomočjo vas, smo pa ugotavljali, da je ogromno nepravilnosti pri prevozih otrok in zakaj čakati, da se nekaj zgodi, če lahko to seveda preprečimo.